Dobrodošli v oddaji Moja družina, kjer vsak teden vstopamo v domove izjemnih ljudi, spoznavamo njihove vrednote, izzive in nepozabne trenutke, ki jih oblikujejo v to, kar so danes. Danes imam prav posebno čast, da se nam pridruži Branko Krznarič, uspešen podjetnik, ki se svojo predanostjo in trdim delom spreminja svet okoli sebe. Pozdravljeni, gospod Branko. Pozdravljeni tudi vam. Branko Krznarič je direktor družinskega podjetja Lanibra, ki deluje v Sloveniji. Podjetje Lanibra je specializirano za pomorsko pravo ter delovno pravo in pravo socialne varnosti v pomorski industriji. Vendar ne ukvarja se samo s to dejavnostjo. V podjetju ponujajo tudi najem prestižnih, super športnih avtomobilov, različnih luksuznih blagovnih znamk. Vendar pa so specializirani za znamko Ferrari. Podjetje Lanibra sodeluje s Ferrarijem pri prodaji novih in rabljenih avtomobilov. Branko bo z nami delil tudi osebne zgodbe, ki so ga oblikovale in nas navdihnil svojo življenjsko filozofijo ter nasveti za premagovanje ovir. Skupaj bomo raziskali, kako pomembno je ravnotežje med delom in zasebnim življenjem, ter kako lahko vsak izmed nas najde svoj lasten način, da sledi svojim sanjam. Hvala, da ste z nami v oddaji Moja družina. Pripravljeni smo za začetek nove zgodbe, ki je lahko tudi vaša. Branko, še enkrat hvala, da ste prišli v studio. Pa da začneva z vprašanjem, iz kakšne družine prihajate? No, bom rekel, kar velika družina. Imam brata in sestro, se pravi družina 5 ženskih članov, vse skupaj. Nadpovprečno. Ja, kar bi lahko rekli tako, ja. Drugače pa smo, rekel, nekako družina srednjega razreda, ne. Oba starša sta pač, rekel, se trudila, da postavita družino na noge, ne. In tako da sem tudi dobil te neke vrednote, v bistvu, da moraš biti predan, da moraš biti pošten, da moraš delati in v bistvu, da se moraš kar močno posvetiti nekim svojim ciljem, da nekam se premakneš naprej. Prihajate iz Primorske, sta oba starša? Ne, jaz v bistvu sem se na Primorsko preselil. Jaz drugače izhajam iz Krškega, vendar moja, bom rekel, kariera se je začela s pomorstvom. Jaz sem drugače po osnovni izobrazbi častnik trgovske mornarice, se pravi strojni častnik trgovske mornarice, in ko sem začel, bom rekel, svojo delovno kariero, ne, sem začel kot pomorec. Jaz sem plul kot častnik, ne bi rekli oficir, na ladjah splošne plovbe, kasneje sem končal tudi pri tujih ladjarjih, med drugim sem delal tudi za pokojnega Gaddafija kot oficir na njegovih ladij. To so ladje civilne, ne? Tako. Jaz sem bil častnik trgovske mornarice, ne? Da ne bi to pomešali z vojno mornarico, ne? Ampak tudi na ladje trgovske mornarice so častniki, so oficirji. Se pravi, imaš hierarhija, ki je mogoče, lahko rečemo, celo malo primerljiva z vojsko, ker je tudi, bom rekel, kar neka velika disciplina in red. Se pravi, to spoštovanje oficirja nad seboj, nekako tako, bom rekel, podobno v vojaški hierarhiji, ne? Tako da jaz izhajam v bistvu iz pomorstva in sem 13 let sem bil v bistvu mojega življenja, sem bil aktiven pomorščak. Se pravi, 13 let računajoč delo na ladjah in dopust. Ste prepotovali svet? Lahko rečem, sem prepotoval več ali manj cel svet, že z ladjam, vsekakor seveda vse oceane, med drugim sem imel tudi brodolom, za seboj tudi tako izkušnjo imam, ampak na srečo se vse lepo končalo. Tako da tukaj me je tudi, bom rekel, kar nekako oblikovalo tudi pomorstvo, zato ker na ladji je ena specifika. Na ladji je zelo omejeno število ljudi, se pravi, ena ladja je kot ena tovarna, bi se temu rekli. In ko se sred morja nekaj zgodi, nekaj pokvari, ne moreš poklicati Gorenje, Halo servis, ne delam je hladilnik, ne. Se pravi, moraš to spraviti v pogon. Tako da na ladji se ne učiš, kar jaz pogosto rečem, ni stvari, ki je ne moreš narediti. 100%, da nič ni 100%, oziroma to je pa na drug način. Jaz lahko povem svojo osebno izkušnjo. So znajce. Eno osebno izkušnjo lahko povem, jaz sem bil oficir in vsak častnik, če rečemo slovensko pravilno, je imel na ladji določene odgovornosti, za določene, jaz sem bil pač v stroju, za določene strojne naprave. In jaz sem imel enkrat en problem, ki je bilo en strojni del, rekel, na ladji ni funkcioniral, ki je bila moja direktna zadolžitev. In to si sred Atlantika. Ladja mora pluti, moraš se sposobiti. V tem konkretnem primeru sem bil 38 ur brez spanja. Ampak to nisem samo jaz, to je na ladji zelo pogosto pojavljalo. Tam se naučiš nekaj
kar je, Da moraš dokončati stvari. da moraš stvari dokončati. In tam sem se naučil to, naprimer, ko si maksimalno utrujen, jaz sem se, naprimer, ulegel za 10 minut. Samo toliko, da si samo eno tako injekcijo spanca dobil. Tam se naučiš reda in discipline. In tam je v bistvu tisto, kar sem jaz povlekel zelo veliko. In to v bistvu tudi v poslu rabiš. To pa rabiš v poslu. Tisti, ki začenja poslovno pot, ali pa ki je, bolj vedno, ampak tisti, ki začenja, ni brez garanja, ni nič. Če hočeš biti uspešen podjetnik, pomeni zelo veliko odrekanja. Na koncu imaš neko zadovoljstvo s tem, kar si uspel, pa tudi finančno, neko zadovoljstvo. Ampak finance seveda so pomembne v življenju. Ampak če ni osebnega zadovoljstva, tudi finance niso tako pomembne. Pomembno je, da uravnovesje. Uravnovesje, dejansko. Če se vrnem nazaj, bom rekel na vaše starše. Kako pomembna je bila za vaše starše izobrazba? Ja, tako kot bom rekel, jaz mislim, da vsi starši poskušajo otroka spodbujati k neki izobrazbi. Tudi pri nas je bilo tako. Zdaj, potem je pa pač tako, v nekaterih družinah pač je to lažje neko izobrazbo doseči, nekje pa malo težje. Tako da pri nas smo v bistvu vsi neko določeno izobrazbo imeli. Kako v bistvu, glede na vaše izkušnje, ocenjujete, se pravi, kaj je pomembnejše, formalna, neformalna izobrazba? Praksa, teorija? No, to je zdaj zelo zanimivo vprašanje. Jaz lahko rečem, da jaz pač izhajam, to poslovna pot, ki je za manj, ki sem v pomorstvu. Jaz v pomorstvu poznam ogromno zelo uspešnih ladjarjev, se pravi, ki so multimilijonarji, če niso milijarderji. In velika večina njih, čeprav se bo zdaj to čulo malo smešno, ampak velika večina njih ima zelo malo izobrazbo. En največjih ladjarjev na svetu je Friedrichsen, ki je rekel, da moraš podjetniško pot začeti s 14 leti. Izobrazba se je kakor pozitivna in je dober faktor. Ni pa glavni element. Glavni element mora biti druge vrednote, se pravi predanost, iznajdljivost in imeti okoli sebe prave ljudi. Se pravi, ni nujno pomembno, da tisti, ki je lastnik podjetja, da ima ne vem kakšno, ampak mora imeti pa okoli sebe ljudi, ki pokrijejo tisto, kar mogoče ne pokrije. To je pomemben faktor. Da delaš z ljudmi, v katere zaupaš, katere tudi dobro tretiraš in to potem dvigne v bistvu podjetje lahko na naslednji nivo. Zelo zanimivo. Katere vrednote bi pa recimo izpostavili, da ste jih ven iz družine potegnili? No, predvsem bi rekel to poštenost in da moraš biti predan. Poštenost, to je en zelo pomemben faktor, ker tudi se v poslovnem svetu potem izraža. Ker, rekel, vsi vemo, da v poslovnem svetu vsake stvari, različne stvari se dogajajo. Vendar vse tisti podjetji, ki pošteno se trudi in dela pošteno, na dolgi rok se to obrestuje. Na kratki rok lahko tudi mogoče kaj greš malo levo in desno, vendar se to na dolgi rok ne obrestuje. Poštenost je izredno pomembna. Zdaj, ko se pogovarjava, bom rekel, imate tak značilen, bom rekel, govor in imam občutek, da ko ste bili mlajši še, da ste bili kar precej navihani. Ja, lahko bi se temu rekel tako. Lahko bi se rekel temu tako. Kako so vas v bistvu, kakšne so bile nagrade, bom rekel, strani vaših staršev ali pa na drugi strani kazni, če ste kaj špičali? No, jaz bom dal primer. Jaz sem sicer že svoja leta. Ko sem jaz bil mlad, ko sem bil star 16 let, v tistih časih, jaz imam zdaj trenutno 63, se pravi že kar daleč nazaj, sem pri 16 letih zvečer ob 9 prišel na sobo in sem rekel, jaz grem zdaj ob 10 na vlak, grem v Trst. In sem šel v 16 letih prvič, to je bilo še čas seveda Jugoslavije, sem šel prvič v Trst, ker sem šel kupovati kavbojke. V tistih časih pač starejši ljudje bojo vedeli, v Jugoslaviji takrat nisi imel Levajsa, ni bilo kavbojk. Tako da jaz, kar se tega tiče, je bilo to zelo neobičajno. Jaz sem bil prvi med svojimi vrstniki, da sem šel 16 leti samo v Italijo. Z 18 leti, ko sem končal srednjo šolo, sem rekel, jutri jaz grem za en mesec po Evropi in sem šel en mesec štopati, in sem celo Evropo prepotoval z 18 leti na štop. In tako sem jaz v bistvu bil mogoče ves čas malo... Radoveden, ne? Kako? Ste zelo radovedni, ne? Ja, sej tako me bo tudi moja pot potem na koncu pripeljala to, da sem nekako potem šel v to pomorstvo, ker sem rad raziskoval, ker me je rekel, gnalo to, da vidim svet. In v tistih časih, ko sem jaz začel svojo kariero delovno,
in ni bilo tako kot danes, ko je lažje potovati. Takrat, se pravi, to, ko sem šel jaz, to moja pot, ko sem jaz naredil kot častna trgovska mornarica, ladja je bila takrat tudi en način, da si lahko prepotoval cel svet. Ne? In jaz dejansko za časa tega mojega pomorskega življenja sem dejansko prepotoval cel svet z ladjo. Super. Predlagam, da naredimo zdaj kratko pauzo in se vrneva po kratkem predahu. Dobrodošli nazaj v oddaji Moja družina. Z nami je še vedno izjemen gost, Branko Krznarič, in bom kar nadaljeval z vprašanjem. V družini ste se pogovarjali o denarju ali je bila to bolj tabu tema? Zdaj, če izhajam iz moje osnovne družine, ko sem jaz bil pač otrok, ne? Ja, bom rekel, jaz sem bil vzgajan v tem, da v bistvu, kar mi je vedno ostalo v spominu, je to, da je lažje, da je težje denar zna zadržati, kot pa ga zaslužiti. Aha. Lažje ga je zaslužiti in težje zadržati. Ne? Tako. In v bistvu je to, jaz lahko zdaj vidim, jaz poznam ogromno ljudi, ki zaslužijo kar lep denar, ampak ga ne znajo obdržati. Se pravi, jaz ne govorim o tem, da ne smeš denarja, če nekaj delaš, imaš neko zadovoljstvo tudi skozi to, kaj kupiš si, kaj si privoščiš. Da moraš poznati isto mejo. Najslabše je, da toliko, ko pride noter, da gre toliko ven. Se pravi, to mejo moraš... Fajn je, da gre malo manj ven, ko pride noter, ne? Vsekakor. To je pomemben faktor, ne? Ampak veliko ljudi ima pa s tem problem. Ali se zdaj v vaši družini o denarju pogovarjate tudi na ta način? Tudi, jaz lahko rečem, jaz imam 2 hčerke. Obe hčerke lahko rečem, da so, kar se tega tiče, obvladujejo to, se pravi, se zavedajo, da moraš neke prehranke narediti, da ne moreš, tudi če imaš velike prihodke, ne. Jaz na primer pač imam to srečo, da sem pač podjetnik, da sem nekako uspešen podjetnik, si lahko svojim otrokom tudi dosti privoščil, ne. Ampak kljub temu se pravi, da sem jaz svojim otrokom kar neko finančno zaledje dal, se pravi od stanovanja, avtomobila, tako naprej, ne. Znajo to ceniti in so tudi sami varčni. Se pravi, vejo, kje so tiste meje. To je pomemben faktor, ne. Odlično. No, prvo ste kot mladi prepotovali svet. Danes se v podjetju ukvarjate še z pomorstvom, za eno posebnim segmentom. Potem imate pa čisto drug segment, so pa luksuzni avtomobili s poudarkom na blagovni znamki Ferrari. Ja, to pa, če me dopuščate, ne, zdaj jaz v bistvu, ko je že bilo rečeno, iz pomorstva, to je moja osnovna dejavnost. Jaz sem pa že kot mlad fant, še ko sem bil še v osnovni šoli, sem si želel, da bom imel kot Ferrarija, ne. Seveda, takrat nisem nikoli mislil, ne da ga bom samo imel, ker ga pač imam, ampak da bom pa še Ferrarije prodajal, ne, to si pa nikoli nisem mislil. Ampak je pomembno v življenju, da imaš neke cilje, želje in z mojih izkušnjah povem, da meni se je veliko želj izpolnilo. Ampak v to smer sem tudi delal, ne. In tako da, ja, diametralno. In potem pač jaz, ker sem iskal opcijo, kako bom, seveda jaz kot podjetnik, zmeraj gledam, kako bom najbolj optimalno delal z denarjem. In takrat je bila meni neka najboljša opcija, da imam Ferrarija skozi podjetje. In tako se... Kupljeno na podjetje. Kupljeno na podjetje in potem seveda sem iskal varianto, kako bom jaz potem to optimiziral, kako bom iz tega največ imel zadovoljstva z tega svojega avtomobila, vendar tudi, da bom imel pa čim manj dela s tem. Tako iz tega sem potem prišlo ven, da moje podjetje v bistvu oddaja športne avtomobile. Ker če avto kupiš in ga imaš kot službeno vozilo, ga v privatne namene, če ga upravljaš, imaš potem to boniteto, se pravi, to košta, oziroma moraš uporabljati za službene namene. Jaz imam pač, trenutno imamo v lasti enega novega Ferrarija, imamo tudi naročene že, pač imamo kot osnovno delovno sredstvo in avto dajemo najem. Iz tega se je razvilo posel, ki je bil dejavnost, ki je bila v bistvu v začetku samem ni bila planirana. In meni se je pokazalo, da to, kar mi delamo zdaj, naprimer to najem tega avtomobila, je v bistvu zelo, zelo profitno. Ampak to se je čisto, bom rekel, razvilo neplanirano, spontano. Dajte mi povedati, vedno, ko se pogovarjamo recimo o avtomobilih, ti je nekako avto strošek, navaden avto. Kako pa z, bom rekel, takim super luksuznim avtom? Ferrari je ena specifika, tudi če damo primerjavo z ostalimi konkurenti, kot je Lamborghini, kot je McLaren, kot je Aston Martin, Porsche, je Ferrari ena taka znamka, ki v bistvu avto, bom rekel, ne moreš denarja zgubiti, če temu rečemo tako, ali pa skoraj ne moreš zgubiti. Če dam konkreten primer, ta Ferrari Portofino M, ki ga imamo mi trenutno v lasti,
Se pravi, ta naš avto je letnik 2022, ne? Če ga bi šel danes prodajati, ima tržno vrednost nekje okoli 50 000 evrov večjo od takrat, ko sem ga jaz avto kupil pred 2 leti. Nekateri, če dam primer, nekatere modeli Ferrarija so nenormalno velike cene v primerjavi, koliko avto koštal. Dam primer enega Ferrarija, ki je tudi v Sloveniji, to je Ferrari Enzo. Ta model tega Ferrarija je bilo narejenih samo 400, jih je bilo narejenih za cel svet. En Slovenc ga ima in ta avto je tudi pod koparsko registracijo. Ta avto je bil v nakupu, ta avto so delali med letom 2003 in 2005. Govorimo daleč nazaj. Takrat je avto koštal približno 1 milijon evrov. 20 let nazaj, ne? In ta avto ima trenutno ceno, jaz sem pred mogoče 1 mesecem bil udeležen pri prodaji enega tega rabljenega avtomobila, 3 milijone 950. Se pravi, avto je če rečemo to 19 let, ne? V 19 let avto pridobil 3 milijone na vrednosti. Ampak nič je to, ne moreš gledati samo to kot investicijo, zato ker tisti avto je nekomu služil kot užitek. Nekdo avto kupil, to je bila zdravejša investicija, ga je kupil in ga je vozil in je na ceni pridobil. In rekel, dejansko pa trenutno zdaj je tako, da čisto vsak Ferrari, ko pride iz trgovine v garažo kupcu, je pridobil na ceni. Vsak. En od razlogov je tudi ta, da če primerjam z ostalimi konkurentnimi znamkami, kot je na primer Lamborghini, Ferrari dela zelo omejeno število modelov, oziroma male serije. On naredi, rekel, ne vem, v povprečju nekje med 8 in 10 tisoč avtomobilov, že na leto okoli 12 tisoč, ampak enega modela. In zdaj, če to gledamo trg, ki je cel svet, se to razgubi. Ta avto, ki ga imam jaz zdaj trenutno v lasti, Portofino najem, naj bi bil narejen v 3000, samo 3000 naj bi bil narejen za cel svet. In če primerjamo, zdaj, če vzamemo, da so to veliki trgi, Italija, oziroma cela Evropa je veliki trg, ki je Amerika, ki je potem Azija, Singapur, Malezija, Japonska, Kitajska. Kitajska v bistvu, čeprav se čudno, mogoče hecno čuje, ampak Kitajska je največji trg za športne avtomobile. Se pravi, zelo male številke so. In bom dal zdaj primer, na te zadnji model avtomobila, ki ga je Ferrari naredil, se kliče Dodici cilindri, to je italijanska beseda, pomeni 12 cilindrov, tovarna pač forsira, da se uporablja italijanska beseda za ta model. Ta avto je bil prvi v zgodovini, kar Ferrari obstaja, je bil prodan v 14 dnevih. Se pravi, kompletna tista številka, ki so je tovarna zamislila, to seveda ne vemo. Kje da ta številka je samo špekulativno, ker tovarna te številke ne da ven. Številke pride ven šele takrat, ko avto dobi zamenjavo. Takrat se ve, koliko je bilo. Ampak špekulativno se govori, da naj bilo to 12 tisoč avto prodanih v 14 dnevih. In tisti, ki v teh 14 dnevih ni uspel avto kupiti, ga več ne more kupiti. In zato ta avto, ko bo prihajal iz tekočega trgu v garažo kupcu, bo imel ceno veliko večjo, kot je bila nabavna. Jaz, na primer, moje podjetje, mi smo v bistvu v enem dnevu prodali 5 avtomobilov teh. Ampak to so bili kupci, ki so moji kupci, mojega podjetja, ki so vedeli, da bo ta avto prihajal. Oni so samo čakali, da jaz pokličem po telefonu, rekel, danes ga moraš pa takoj kupiti, pa čim prej, zdaj da imaš čim nižjo številko pogodbe, zdaj ga boš čim prej dobil. Bom dal primer. Plačilo je pa takoj verjetno. Ne. Pri Ferrariju je tako, da 10% skupne cene moraš plačati kot down payment, se pravi kot akontacijo, in potem šele, ko avto pride v trgovino, ko je dobavljen, potem pač kot kupec plačaš razliko in potem avto odpelješ. In Ferrari nima s tem problema, če nekdo vmes propade, ki se dogaja to, ker ga oni pač avto imajo, ki se ga da brez problema prodati. Teda to je, se pravi... Niste povedali, kako ste prišli, bom rekel, v prodajo Ferrarijev? No, to je taka zanimiva zgodba, ker jaz v bistvu, jaz sem veliki ljubitelj. Jaz sem ljubitelj vseh športnih avtomobilov na splošno in tudi motorjev, tudi motorje vozim. In jaz sem, ko sem kupil prvi Ferrari, jaz sem ga kupil v Italiji pri podjetju Ineco, ki je uradni prodajalec Ferrarijev v Italiji. In jaz v bistvu sem tako zelo komunikativen človek in že pri nakupu tistega edinega Ferrarija, ko sem ga takrat imel, sem vzpostavil tako zelo osebne stike z zaposlenimi v tem podjetju. In potem sem enega prijatelja, ki je imel en rabljeni Ferrari in je rekel, jaz ga bi rad prodal in bi kupil novega. V Sloveniji ni uradnega zastopnika za Ferrari. In še je rekel, glej, bom jaz poklical tam, ko sem ga jaz kupil, pa se bomo zmenili, pa bo oni tvoj stari Ferrari odkupil, boš naredil za pogodbo. In jaz sem šel z njim čisto tako, z užitka. Malo pomagate. Ja, in smo mi avto njegov en prodali, se pravi podjetje, ta Ineco, ki je uradni prodajalec Ferrari, njegov rabljeni avto kupil in naredil pogodbo s novi avto. Čez en teden
me en klical, ki ga nikoli v življenju nisem srečal, ampak moje ime kroži okoli med temi ljubitelji avtomobilov in je rekel, a bi ti meni pomagal, jaz kupim Ferrarija, ki ga pač v Sloveniji ne morem kupiti in sem bil čez en teden spet pri njih z novim kupcem. In potem so oni mene poklicali, to je ta moja zgodba. So oni mene poklicali in so rekli, da je malo neobičajno, ker sem pač podjetnik, da sem naredil jim posel, nisem poprašal za nobeno provizijo. Včasih je v življenju zelo pomembno, da nisi da ne skočiš takoj na neki denar. Jaz nisem nič omenil. Jaz rekel, da je meni to zadovoljstvo, jaz sem ljubitelj, jaz rekel, ne, to je biznis. Če si niti nam pripeljal v 14 dnevih 3 posla, en avto smo rabili kupili, prodali z dobičkom in 2 avta smo prodali, mi smo zaslužili. In so v bistvu me vprašali, če bi jaz z njimi šel v poslovno sodelovanje. Jaz bi seveda nor, če ne bi. In tako je to moje poslovno sodelovanje s Ferrarijem nastalo. Oni so meni ponudili sodelovanje. In tako se je spadal v prodajo Ferrarija. Super. Predlagam, glede na to, da čas beži, da narediva še eno kratko pauzo. Zdaj v drugem delu smo res izvedeli veliko zanimivih stvari okrog Ferrarija. Vabim vas nazaj po kratkem odmoru. Dobrodošli nazaj v oddaji Moja družina. Z nami je danes prav poseben gost, Branko Krznarič, podjetnik na zelo zanimivem področju. Katere izkušnje v vaši karieri so vas najbolj oblikovale, mogoče kot podjetnika? Ja, zdaj, če gledamo izključno to mojo podjetniško pot, je samo najbolj pomemben faktor to, da ko pridobiš prve kliente, se pravi, vsak začetek je težki, se pravi, moraš ti začeti. In to ima vsak podjetnik ima isti problem. Se pravi, moraš imeti prvega klienta. Kje stranke dobiti? Kje stranke dobiti, ne? Ampak kaj je pomembno, ne smeš fokusirati samo na to. Se pravi, ko stranke pridobivaš, jaz sem imel to srečo, da sem v bistvu že prvi teden bil finančno zadosten. Se pravi, sem že prvi teden v moje podjetniške poti imel toliko pogodb podpisanih, da sem bil finančno vzdržen. Ampak kaj je potem pomembno? Pomembno je potem, da poznaš tisto mejo, da ne težiš samo k temu, da nove stranke pridobivaš, ker moraš obstoječe stranke servisirati. In to je pomemben faktor. Se pravi, jaz včasih ne dobim mnogo klienta, zato ker nisem imel časa posvetiti potencialnemu klientu, zato ker sem imel, bomo rekel, pomembne delo. Jaz, na primer, da boste lažje razumeli, moje podjetje Lanibra, mi v bistvu danes ta moment servisiramo nekje okoli 2500 ladij. Se pravi, te naši klienti operirajo približno 2500 ladij. Ladje plujejo po celem svetu in so tudi časovne razlike. Se pravi, 2500 ladij pomeni 2500 problemov. In jaz imam včasih pride moment, da tudi en dan ne spim, ali pa me po noč pokliče v 2 zjutraj, ker je Japonska in je pri nas je pa še noč. Sprav, pomemben faktor, in to je mene tudi zablikovalo, obstoječega klienta mora 100% servisirati. Tudi na račun tega, da mogoče novega klienta ne boš pridobil, ker se mu nisi posvetil. Obstoječega klienta moraš 100% servisirati. Servis mora biti takšen, ko... Obstoječa stranka je zlato, ne? Tako je. Nova pa srebro. Tako je, točno tako. To so prave besede, točno tako. Ker sem se pripravljal na intervju, sem videl, da v vašem podjetju delata tudi vaši hčerki. No, starejša moja hčerka Lana je drugače pravnica, je bila pri samem začetku mojega podjetja udeležena, z njeno pomočjo smo v bistvu podjetje tudi izoblikovali, ker tudi pravnica je narava v bistvu, in tudi ona se je zelo tega podjetja izoblikovala, zdaj pa trenutno dela v pravnem informacijskem centru, ona je zdaj v bistvu pravnica za človekove pravice. Je še zmeraj prokuristka v mojem podjetju, moja mlajša hčerka Nina, pa seveda, če z menoj dela v podjetju, je zelo podjetna, rekel, ima cel kup idej, tudi glede tega mojega avtomobilskega biznisa je ona tudi razvila, rekel, eno zanimivo zadevo, ker zdaj je meni to čisto logično, samo včasih imajo mlajši boljše ideje, bom povedal, darilni boni. To je meni postavilo moje poslovanje najemanja avtomobilov na popolnoma drugi nivo. Se pravi, darilni bon, ljudje ne vejo kakšno idejo, kaj komu ne kupi za darilo, kupijo darilni bon pri meni za vožnjo s Ferrarijem in se to podeli. In tukaj je v bistvu zdaj rato moj core business, če rečem, kar se tiče avtomobilov. Darilni boni, mi tega ogromno prodamo, darilni boni. Pa ne da bi hotel veliko... In to je moja hčerka pripeljala. Ne da bi hotel veliko reklamo delati, ampak res me zanima, koliko stane ena taka vožnja s Ferrarijem. No, mi imamo v bistvu, cene, ki jih imamo mi,
so dejansko po celem svetu nekako približno primerljive. Ne? Se pravi, ni nič, da je bilo to nekaj. Edina razlika je v tem, da mi smo v Sloveniji, se pravi, za Slovenca je ugodno v Sloveniji, ne pa da mora nekam v Italiji jeti. Ne? Se pravi, tista naša najcenejša storitev, ki je, če je nekdo hoče biti potnik v avtomobilu, se pravi, tisti darilni bon 10 minut in je nekdo potnik, je 50 evrov. To so v bistvu zelo malo, to ni nekaj, seveda vsak denar ima neko težo, ne? Ampak mi imamo velikrat, naprimer, tako, ali pa imamo direktne najeme, ne? Trije fantje, mladi, stari 60 let, nimajo še izpita. Željo imajo, da se s Ferrarijem peljali en krog. 50 evrov, ta avto ima še 2 sedeža v zadnji, tako kot ima Porsche tudi, ne? Se pravi, 3 se lahko pelje, 50 evrov. To je zelo zanimivo. Ne? Najdražjo storitev, ki jo imamo, seveda lahko tudi več, ampak največ, kar prodamo tudi, ne, je 1 ura, se pravi, darilni bon, recimo 1 ura, z možnostjo, da tisti, ki je obdarovanec, da ima možnost, da avto vozi. Ne, se pravi, in zdaj nekdo ima priložnost, ta konkretni portofilj najem, ki ga mi tržimo zdaj, je edini v Sloveniji. To ni najbolj ekskluziven Ferrari. Samo pač, ker avto ta moj je bil samo leto dni na prodaji, v tistem času ga ne vem, da Slovenci ni uspel kupiti, je edini v Sloveniji. To pa tudi neko težo. Se pravi, da si imaš priliko voziti in 350 evrov je neki denar, marsikaj kupi se ta denar, vendar kot nekomu, jaz včasih rekel, da mi grejo solze noči, ampak me gane. Jaz veliko dobim sporočila, potem ali na WhatsApp ali pa na Messenger. Potem, naprimer, nam nikoli pozabil enega iz Portoroža, mladega fanta, žena mu je uredila za rojstni dan 1 uro vožnje s Ferrarijem. Ko je videl, kaj ima, kaj mu žena podela, se je jokal. In potem, ko je to vožnjo naredil, meni postavil tako sporočilo, skoraj bi rekel, ne? Ker jaz sem v bistvu poslovnež, meni je bil to prehodek, ampak on je meni postavil sporočilo, da težko razume, da nekdo za tak, rekel, denar, ki se ga lahko zmore, omogoča nekomu, ki dela za minimalno plačo, ki nikoli v življenju si ne mogel to privoščiti, je pa 1 uro sedel za volanom tega Ferrarija. To so pa tiste stvari, ki imaš potem pa še dodatno zadovoljstvo, da to, kar delaš, da delaš tudi, ne samo, da si zaslužil, jaz sem zaslužil s tem, to je moj biznis, ampak jaz sem nekoga ustrečno. Super. Se pravi, dostikrat vprašam goste, kako kombinirajo v bistvu med delom in sprostitvijo, ne? V bistvu vi to, kar delate... Ja, zdaj, vsak podjetnik bo vedel, o čem govorim, je stres. Skoraj mislim, da ni podjetnika, da nima stresnega življenja. Zato je veliko faktorjev. Se pa moraš gledati, da podjetje dela, imaš nekih problemov znotraj podjetja, cel kup faktorjev. Pomembno je, kaj narediš. Oziroma, kako gledaš, verjete, na stres, ne? Ja, in kako to reguliraš, ne? Jaz, naprimer, jaz konkretno, jaz sem v bistvu zelo redno fitness. Fitness je zelo pomemben faktor. Se pravi, skozi neko telesno aktivnost, naprimer, jaz veliko tudi potujem. Po hotelih, kjer jaz spim, po svetu, ki potujem, koga bom tam najdel? V glavnem bom najdel avionske posadke. Pilote in stevardese. V fitnessu. Ker tudi imajo zelo stresno, pa tudi te časovne razlike. Se pravi, telesna aktivnost je v življenju izredno pomembna. In jaz pač ta stres, bom rekel, zdravim skozi telesne aktivnost. Med drugim tudi borilne veščine treniram. Ja, treba pač to zelo resno, aktivno, ampak to, telesna aktivnost, to je zelo pomembno. Da ohranjate v bistvu telo v kondiciji, ne? Ja, ampak v stalnem stresu ko ima stresno življenje, je to zelo pomemben faktor. Bom rekel, telesna aktivnost pomaga, če rečem, pri zdravljenju stresa. Jaz tako vidim to. Kaj bi svetovali mladim, ki zdaj stopajo na podjetniško pot? No, to mene veliko to vprašajo, ne? Jaz pač sem veliko čez poletje v Portorožu in tam seveda vsem zbujam pozornost. In skoraj ga ni dneva, da me nekdo ne vpraša, kako se lahko prišel do Ferrarija in kaj delam. In moj odgovor je zmeraj enaki, ne? Delati. To je odgovor. Delati. Se pravi, ne moreš brez dela, nimaš... Brez dela ni jela, ne? Tako je. Eden izmed naših gostov je rekel, da so imeli v družini knjižnico z 4000 knjigami. In da v bistvu, ker bi mlad veliko bere, zdaj malo manj zaradi časa, pa me zanima, veliko berete? Ne. Ko sem bil mlajši, govorim seveda mlajši, delič nazaj, ker imam pa svoja leta, ja,
ampak že dolgo nisem nobene knjige prebral. Enostavno, moj največji problem je čas. Vse drugo še nekaj gre, imam pa, jaz se mogoče čuje smešno, ne, ampak jaz nisem bil na dopustu mogoče 20 let, ne. Niti na dopust ne grem, ampak jaz ne trpim s tem. Kaj je dopust, ne? Ja, no, jaz rečem v bistvu to, kaj izdelam, to je za mene i business i pleasure, ne. Jaz, na primer, zaradi posla moram velikokrat potovati. Jaz na leto preživim nekje okoli 4 mesece preživim po hotelih po svetu, ne. In to govorim od Singapurja, Grčije, ne vem kaj, New Yorka, bilo kam. Jaz moram to poslovno, zato ker imam poslovne partnerje. Ampak to je tudi užitek. Se pravi, za zaključva, nauk mladim podjetnikom, iščite dejavnost, kjer boste uživali To je osnova. v tem, kar delate. To je zelo pomembno. To je zelo pomembno, če se začneš ukvarjati z nekom, kar je tebi v bistvu, recimo, želja, hobi in se iz tega razvije posel, potem je v bistvu vse lažje. Super, kar končeva potem s to mislijo. Hvala lepa, da ste bili v studiu. Hvala vam za povabilo. Verjamem, dragi gledalci, drage gledalke, da ste slišali kakšne zanimive stvari iz življenja Branka Krznariča in to je bilo vse za danes. Vabljeni k ogledu naslednje oddaje.